Pozdravljeni. Zopet smo tu z našim običajnim komentarjem novic, kjer si bomo ogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Kot običajno se bomo tudi tokrat v 12. letošnjem komentarju novic dotaknili 4 različnih tem. In kot ponavadi, kolikor vas zanima, kaj piše v citiranih izvirnikih, dobite bližnjice navedene v samem opisu. A da ne bomo predolgi in premalo zanimivi, je najbolje, da se lotimo naše današnje prve teme. V našem prvem sklopu si bomo ogledali članek, ki bo morda marsikomu izmed vas dal zanimive odgovore. Namreč na italijanski verziji spletnega portala motorsport.com so 21. marca v bistvu analizirali, zakaj Ferrari SF23 je tako počasen. In videli bomo, da tu bomo dobili marsikateri namig, ki bo pomagal dobiti odgovore na tematiko, ki sem jo obdelal sam v bistvu pred nekaj urami. Čeprav sem se sam spraševal o vzroku za takšno prevlado hitrost Red Bulla RB19, se tu sprašujejo o počasnosti samega Ferrarija. In avtorji so ugotovili nekaj zanimivega. Na veliki nagradi Savdske Arabije je bil Ferrari SF23 počasnejši od lanskega F1 pomišljaj 75. In treba je poudariti, da letos so bolidi malce drugačni. Če ne drugega, robovi samega dna so 15 mm više nad asfaltno površino. In tudi sama proga v Jeddi je spremenjena, predvsem 22. in 23. ovinek. A vseeno, poglejmo si kvalifikacije. Če primerjamo najboljša časa, ki ju je dosegel Perez, bomo videli, da med sezono 2022 in 2023 se je njegov čas poslabšal za 65 tisočink. V sezoni 2022 je bil najhitrejši s časom minute 28 sekund in 2 desetink, letos pa s časom minute 28 sekund in 265 tisočink. Če isto pogledamo pri Charlesu Leclercu, bomo ugotovili, da letos je počasnejši za 195 tisočink. A to ni pravi pokazatelj. Zanimivo je primerjati ritem na najtrši pnevmatiki. In kot zanimivost, tako v letošnji kot lanski veliki nagradi Savdske Arabije so pri Ferrariju menjavo opravili v istem krogu. Če nekako poiščemo 20 čistih krogov v zadnjem delu, tistem, kjer so vsi uporabljali pnevmatiko hard, lahko pridemo do zanimivega zaključka. Najprej rabimo neko primerjavo. Max Verstappen je lani tu zmagal, letos se je prebijal iz 15. mesta naprej ter lovil moštvenega kolega. A v teh 20 krogih je bil Max Verstappen v povprečju hitrejši zaokroženo za desetinko sekunde v primerjavi z lani. A Charles Leclerc, ki se je lani tu boril za zmago prav z Maxom Verstappenom, je bil počasnejši. V tem delu 20 krogov je pridelal 20 sekund in posplošeno bi lahko dejali, da je bil za sekundo na krog počasnejši v dirki leta 2023 kot sezono poprej. Seveda letos se ni boril, lahko bi dejali, da je križaril v ozadju, a vseeno. Avtorji navajajo, da tu kakšna slabost pogonskega sklopa ne pride v poštev.
In konec koncev je težava odkrita pri delovanju same pnevmatike hard. Ne gredo v podrobnosti, kaj naj bi bil vzrok za to, a v že prej citiranem članku sem sam nekako skušal ugibati, da gre za geometrijo obez, za upetje. Namreč v tem delu bi lahko dobili vzrok, zakaj je prišlo do takšne spremembe. Lahko se motim, ampak vidimo lahko, da mnogi avtorji razmišljamo v isti smeri. A verjetno bo potrebno še kar nekaj velikih nagrad, da bi prišli do bolj konkretnih zaključkov. Mi pa pojdimo k današnji drugi temi. V drugem sklopu se bomo ustavili pri izjavi Tota Wolffa, ki jo povzemam po uradni spletni strani Formule 1, ki je članek objavila 20. marca. Verjetno je marsikdo izmed vas naletel na tiste besede, ki jih je Toto Wolff povedal za Sky Sports. Namreč v kratkem naj bi pri tovarniški ekipi Mercedes korenito spremenili svoj bolid dvojni V14 in govori se o spremembah na sami karoseriji, na dnu, morda celo na mehanskem delu. In sam Toto Wolff je izjavil, da lanska smer se je nekako izkazala za slepo ulico in to je dobesedni navedek. In obrnili so smer za 180 stopinj, se nekako skušajo vrniti na izhodišče in na to, seveda s spremembami, se bodo borili naprej. In sam Toto Wolff je dejal, da ta nov koncept, katerega bodo uporabili pri tovarniški ekipi Mercedes, lahko kličemo Red Bullov ali Aston Martinov. V nekaterih virih navaja, da lahko bo nov Mercedes v šali imel celo napis Red Bull, ni važno, važno je iti pravo pot. A tu je treba poudariti, da spremembe na vrat na nos, vsaj tako je moje mnenje, lahko prinesejo več škode kot koristi. Namreč brez veze je zavreči tisto, kar deluje, in najprej je treba ugotoviti, kje so napake. Videli smo, da kljub vsemu Mercedes dvojni V14 konec koncev ni tako počasen, vsaj kar se tiče ostale konkurence. In mnogi drugi, ki so že prevzeli koncept, ki ga vidimo pri Red Bullu, imajo določeno prednost. A menim, da te izjave Tota Wolffa skušajo tudi malce zamegliti situacijo. Preden bom podal nek bolj konkreten komentar, bi rad videl, kako bo izgledal tako imenovani Mercedes dvojni V14B. Do takrat lahko samo ugibamo in verjamemo ali ne takšnim ter drugačnim izjavam. Pa poglejmo vsi, kaj si misli še Lewis Hamilton v našem tretjem sklopu. Kot je verjetno vsakomur izmed nas jasno, tudi Lewis Hamilton ni zadovoljen s formo, ki jo kaže Mercedes dvojni V14. In po tistem, kar je povedal v članku, ki je objavljen na spletnem portalu motorsport.com 21. marca, ni zadovoljen s točno določeno točko, s točno določeno lastnostjo. A zakaj gre? Direktno ni povedal, kje je tista hiba, ki ga tako moti, ampak z izjav, naprimer tudi Tota Wolffa, nam je dano vedeti, da Lewis Hamilton ni zadovoljen s pomanjkanjem oprijema na zadnji osi. In to naj bi bil eden izmed poglavitnih faktorjev, zakaj je naprimer boljši George Russell. Lewis Hamilton ima določen stil vožnje, ki je različen od tistega, ki ga pokaže George Russell, in pri praktično izhodu iz ovinka ima za sedaj več težav. Ne govori o kakšni spremembi koncepta ali podobno, ampak o tistem, kar občuti pri sami vožnji bolida. In tu je tudi sam Lewis Hamilton priznal, da moti ga to pomanjkanje oprijema, ampak da je še nekaj drugega, kar
je tisti poglavitni vzrok, zakaj pri Mercedesu niso tam spredaj. A če to zgodbo povežemo z ono, ki smo jo obdelali v našem drugem sklopu, bomo lahko prišli do zaključka, da dokler ne bomo videli novega bolida, ne bomo vedeli, ali so pri tovarniški ekipi Mercedes odpravili tisto hibo, ki dobesedno zaustavlja Lewisa Hamiltona. Ampak ali jim bo uspelo ali ne, bomo videli seveda v prihodnosti. Mi pa se lotimo še naše zadnje teme, ki je, upam, da prav tako zanimiva. Formula 1 se je znašla v potencialno nevarni situaciji. O tem govori članek, ki je bil objavljen 21. marca v spletnem portalu RaceFans. Namreč nihče izmed nas, navdušencev, si v bistvu ne želi tistega, kar smo spremljali, naprimer od sezone 2014 pa tja do 2019. Namreč tovarniška ekipa Mercedes je bila tehnično prevelik zalogaj za vse ostale konkurente. Treba je omeniti, da Liberty Media se te težave zavedla v prvem trenutku, ko je vstopila v svet Formule 1, ampak na začetku zaradi pogodbe Concord ni bilo možno vpeljati nekih drastičnih sprememb. A v sezoni 2021 smo videli dva instrumenta, ki naj bi nekako umilila prevlado ene in iste ekipe v več zaporednih sezonah. In govorimo prvič o omejitvi proračuna in drugič o omejitvi testiranja v vetrovniku oziroma omejitvi CFD simulacij. Tudi ta je bila upeljana v sezoni 2021. Seveda, dobro nam je znano, da boljša kot je uvrstitev na lestvici konstruktorjev, manj poizkusov v samem vetrovniku se ima v naslednji sezoni. In če k temu še dodamo, da naprimer Red Bull ima kazen, kar se tiče testiranja v vetrovniku, ki je enaka 10% prisojene količine po lestvici v prejšnji sezoni, bo zanimivo videti, kako se bo stvar odvila. Če bo Red Bull prevladal tudi v sezoni 2023, bo omejitev testiranja in omejitev proračuna v bistvu brezvezen prijem, ki ga je v svet Formule 1 uvedel Ross Brown. Namreč z omejitvijo ali brez nekako prevlada tista ekipa, ki je bila boljša v prejšnji sezoni. In to je nekaj, kar pri Formuli 1 oziroma Liberty Media nočijo. Ampak govorimo o tem šele po dveh velikih nagradah od 23. Zgodi se lahko marsikaj, čeprav priznam, da marsikdo je verjetno pesimist. A za danes, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.